Torej tudi v Murski Soboti se bo zgodil dobrodelni multimedijski plesni projekt. Za kakšen projekt gre? Ja. Gre za plesno-gledališko multimedijski projekt, torej predstavo, ki smo jo skupaj z 12 plesalci ustvarjali 8 mesecev in govori o zdravnici, ki najprej zdravi in je predana svojemu poklicu in se zaljubi in druži s prijatelji, potem pa sama zboli za rakom in se sooča z podobnimi strahovi, kot se soočajo vsi rakavi bolniki in se potem mora tudi odločiti, ali se bo zdravila oziroma kaj bo storila v svojem življenju. In na koncu ugotoviti, kot je naslov predstave, da je življenje vrednota in da se je vredno boriti. Predstavo gostujemo po Sloveniji, se veselimo tudi Murske Sobote, še posebej zato, ker bo z nami Tadeja, tako da komaj čakamo, da bo petek, da bomo lahko v bistvu spet na odru prikazali to zgodbo. Denar od predstave boste tokrat namenili za ustanovo Mali vitez. Tako je, ja, ustanovi Mali vitez pomagamo že od začetka, ker vedno pogledamo, v katerem kraju so člani Malih vitezov, tudi v Murski Soboti jih je kar veliko, in zbrani denar od vstopnic potem donira ustanova, ki mi predamo denar od vstopnic, donira tistim članom in potem jim pomaga ali za izobraževanje, ali za terapije, ali za kakršnekoli stvari, ki jih potrebujejo nujno in si jih sami ne morejo privoščiti. Pravzaprav že samo ime Mali vitez pove, za koga gre. Ja, gre za ljudi, ki so v otroštvu in mladosti preživeli raka in se zdaj soočajo s posledicami, se pravi, imajo težave pri vključevanju v družbo, pri zaposlitvi, pri koncentraciji, nekateri potrebujejo tudi proteze ali lasulje ali kakršnokoli zdravljenje in terapije in v bistvu se zdaj s tem soočajo v odrasli dobi, zato jim ta ustanova poskuša pomagati po svojih najboljših močeh. Kaj je vas spodbudilo, da ste pristopili k temu projektu? Pravzaprav ste idejni vodja vi. Ja, res je, napisala sem besedilo, tudi večino koreografij sem naredila jaz oziroma skupaj s Tijanom Čehičem, torej soplesalcem. V bistvu me je spodbudila najprej k temu gospa Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic Republike Slovenije, ki sem jo srečala na eni od razstav in ker je poznala že mojo prejšnjo predstavo, ženska, s katero sem pomagala ženskam, ki so doživljale nasilje. Sva se poznali in je rekla: Katja, boste še kdaj ustvarili kakšno predstavo? In se mi je zdelo, da res, če ona verjame vame, potem je čas, da spet ustvarim nekaj novega. Drugi tak dogodek je bil pa seveda moj oče, ki je zbolel za rakom in potem ta dva dogodka skupaj sta v meni prebudila tisto željo, da bi postavila na oder nekaj, kar bi ljudje začutili, kar bi ganilo in s čimer bi lahko pomagala. Predstave so dobro obiskane po vsej Sloveniji. So, ja, v nekaterih krajih je več ljudi, v nekaterih krajih manj, doživljajo pa isti učinek, vedno na koncu ljudje vstanejo, so ganjeni, ploskajo, nas objemajo in mi smo res izjemno srečni in počaščeni, da nam vse občine tako zelo pomagajo, da nam vsi mediji tako zelo pomagate in da je ta publika res tako krasna, da nas nadgradijo z res lepimi aplavzi.